Kaj ti telo začne govoriti, ko ne slediš več sebi? Morda ne znaš več povedati, kaj je zate normalno počutje. Zjutraj se zbudiš z občutkom stiskanja v prsih. Ramena so trda, kot da bi nekaj nosil, pa ne nosiš nič. Dihanje je hitro, plitko, ampak ne razmišljaš o tem, ker si tega navajen. Funkcioniraš, delaš, govoriš, rešuješ, navzven je vse v redu. Znotraj pa si zategnjen, stisnjen, kot da ti telo ni več domače. Prebral si že veliko, razmišljal si, iskal vzroke, ampak opaziš, da si vse manj prisoten v tem, kar čutiš. In ko ni več občutka, tudi razumevanje nima več učinka in tudi smisla. Ko prvič poskušiš AEQ vajo, ne pričakuj drame. Ležiš, se premikaš počasi, na trenutke ti bo nerodno, misel ti bo uhajala, ne boš vedel, če sploh kaj delaš prav. A potem se počasi nekaj zgodi. Opaziš, da zadržuješ dih. Ne prvič v življenju, seveda, ampak prvič to zares zaznaš. In s tem se začne drugačen pogled na telo, na gib, na odziv. Telo ti ne daje več samo simptomov, začneš videti, kaj ti v resnici sporoča. Napetost v hrbtu ne postane več problem, ampak informacija, ki uredi problem. In takrat lahko rečeš, zdaj nekaj razumem in ne samo z glavo. Kako se ta sprememba zares začne? AEQ metoda ni hitra, niti nikoli ne bo hitra. In ni prijetna v klasičnem smislu, ampak je pa logična. Učite opazovanja, rednosti, povezovanja občutka s stanjem, razumevanje, kako fizikalni zakoni vplivajo na naše življenje, če nam je to všeč ali ne. Ne rešuje problema z novo metodo, ampak ti pokaže, zakaj telo ustvarja določen vzorec in kako se ga lahko postopoma začneš razvezovati. Začneš opažati, kaj te preplavi v odnosih. Kdaj tvoje telo reagira, še preden ti razumeš, zakaj. In ko to enkrat vidiš, se sprememba ne zgodi na silo. Zgodi se, ker ima smisel in logiko. Ne popraviš bolečine, saj je bolečina namenjena temu, da popravi tebe. Popraviš pa povezavo in ko je ta močnejša, se začne tudi telo drugače odzivati. Zakaj šolanje za učitelja AEQ metode ni običajna izbira? Predvsem zato, ker ne prenaša povprečnosti, površinskosti in površnosti. Ker vse to je namenjeno zavesti in deluje zavestno, ne more pa vplivati tudi na podzavest, kar je pa namen samega šolanja. Če si že začel raziskovati sebe, če te ne zanima več samo zunanji učinek, ampak notranja logika, potem ti bo to šolanje dalo veliko, zelo veliko. Ni namenjeno tistim, ki hočejo znati. Namenjeno je tistim, ki želijo razumeti in ta razlika ni majhna, saj vključuje telo. Šolanje ni zbirka znanja, je pa proces, v katerem se začne spoznavati skozi gibanje, dihanje, pisanje, odzivanje nase in na druge. In to je ključ. Ker če ne znaš urejati sebe, ne moreš voditi drugih. Ko to ozavestiš, začneš razumeti, zakaj ljudje zatežijo, zakaj zamrznejo, zakaj zbežijo in zakaj tudi ti včasih delaš isto. In to razumevanje je tisto, kar daje učitelju AEQ metode težo. Kaj dejansko dobiš v in na AEQ šolanju? Dobiš znanje, ki ga ne pozabiš, ker ga ne bereš, ampak ga doživljaš. Dobiš strukturo, ki je uporabna, preverljiva. Dobiš orodja, ki niso instantni triki, ampak način gledanja na telo in življenje. Dobiš stik z drugimi ljudmi, ki gredo čez podobno pot. In če to želiš, lahko iz tega razviješ tudi poklic. Ampak šolanje ni v prvi vrsti za druge, najprej je zate. In ko začneš sebe voditi bolj urejeno, postaneš sposoben to urejenost prenašati tudi v okolje in druge. Za koga je pot AEQ učitelja? Za tiste, ki ne iščejo bližnjic, za tiste, ki ne verjamejo več, da bo nekdo drug rešil zadevo, za tiste, ki si želijo razumeti, kaj se zares dogaja znotraj njih in to počasi po plasteh skozi občutek in ne samo preko volje. Če to čutiš, potem veš, da te to besedilo ne poskuša prepričati. Samo usmerja te tja, kjer si že začel gledati. Vabljen na seminar AEQ metode osnovne stopnje.